Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v mesecu, v katerem beležimo na lokalni ravni številne zanimive dogodke. Tako bomo slavnostno obeležili Dan državnosti. Zavod za kulturo pripravlja zanimive dogodke, med drugim tudi muzejsko poletno noč. Na Anšnikovem gradišču uprizarjajo pastirčkove igre, svoj prispevek pa bo dodala tudi glasba. V informativni oddaji tega tedna posredujemo dogodke iz gospodarstva, športa in kulture, dodali pa smo še policijsko poročilo. Zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Cesta proti Vintgarju obnovljena. Novi predsednik Slovenije bistriških radioamaterjev Branko Kocijančič. Vokalna skupina Vivere na letni koncert povabila tudi plesalke flamenka. V Slovenski Bistrici potekalo državno prvenstvo v Utvirlingu. V Kovačji vasi potaknjen požar škode za 10 000 evrov. V športu o sprejemu športnikov pri županu ter Klemnu Prepeliču, slovenskem košarkarskem reprezentantu. V rubriki Lokalne novice o otvoritvi ceste proti Vintgarju, Slovenije bistriških radioamaterjih in drugih dogodkih. V petek, 10. junija, so v krajevni skupnosti Impol Svečano predali namenu modernizirani odsek ceste proti Vintgarju. Za asfaltno prevleko so uredili odsek v dolžini cirka 700 metrov. Danes smo lahko srečni krajani Zgornje Bistrice in krajevne skupnosti Impol, da smo pridobili eno večjo pomembno investicijo. Ta investicija je bila želja krajanov že leta in leta, tudi nas samih, ampak glede financ ni šlo, smo pa le nekako na občinskem svetu s pomočjo tudi opozicijskih svetnic in svetnikov izglasovali dokument identifikacijskega programa in prišli do te rekonstrukcije ceste. Za nas je pomembno to, da je ta cesta res bila ena med najslabših, kar je pa danes v čisto drugačni luči. Tudi res je to, da bi se morali zahvaliti predvsem vsem lastnikom zemljišč, ki imajo zemljo ob cesti, saj z njihovo pomočjo smo lahko do tega projekta sploh prišli. Namreč, ker če ne bi bilo dobre volje, če ne bi bilo odstopa zemljišč, tega ne bi morali narediti. Ker je bila investicija kompleksna, je v njej tudi most, ki ga vidite za nami. Gor na koncu boste videli to kamnito škarpo. V tem sklopu je tudi javna razsvetljava. Predvsem smo se pa držali tega, da je to cesta proti Vintgarju in da naj bojo materiali naravni. Naj bo tudi izgled ceste pač naravni izgled. Res je tudi to, da je več kot 50-letna želja starejših Zgornjebistričanov in predvsem prebivalcev krajevne skupnosti Impol, da bi uspeli tudi izgraditi to povezovalno cesto za nami, ki bi šla pri lovskem domu na Zgornji Bistrici noter, mimo spominskega obeležja bunkerjev in pa tu prek potoka pa se navezala na to cesto. To bi bilo predvsem pomena tudi zaradi tega, ker zdaj, ko prije zahodna obvoznica, se bo krajanom Visol ali Zgornje Bistrice, kakor hočete, pot iz enega konca na drugi konc podaljšala in smotrno pa smiselno bi bilo potem takem, da bi ta del pridobili noter in bi lahko to naredili kot povezovalno cesto. Ta cestna povezava seveda vodi tudi do ene naših najlepših naravnih znamenitosti, do soteske Vintgar. Ja, res je. Tudi zaradi tega smo gledali, da bomo delali na cesti bolj z naravo, zato smo tudi, kot sem že povedal, umestili to ograjo in tudi to kamnito škarpo. Saj moramo vedeti, da je tu gor nad vodarni bil kdaj kamnolom in ta kamen bi naj bil iz tega kamnoloma. Poudaril bi pa rad tudi to, res Vintgar je naša znamenitost, naše bogatstvo. Zaradi tega bomo pa tudi poizkusili v spodnjem delu pridobiti z lastniki zemljišč pogoje, da bomo probali urediti parkirišča
in s tem tudi nekako dati na znanje, da bi se pa pri Juhartu, za kar smo tudi nastavili prometno signalizacijo, nekako promet umiril in v dnevih, ki so prazniki ali sobote, nedelje, ne bi bila zabasana vodarna, saj vemo, da gor imamo vir vodnega zajetja, ki je pomemben za občino Slovenska Bistrica, in bomo gledali, da bi pač prometna infrastruktura bila tu ustavljena, da ne bi bila gor toliko na območju vodarne. Investicija v vrednosti okoli 300 tisoč evrov vključuje tudi postavitev javne razsvetljave ter izgradnjo brvi in podporne škarpe. Sredstva so bila zagotovljena v okviru občinskega proračuna. Sredstev za vlaganja v modernizacijo lokalnih cest je vedno manj in kot kaže, ne bo nič drugače tudi v prihodnje. Zato je tak dogodek, ko je današnja otvoritev prenove oziroma modernizacije ceste proti vodarni, toliko večji razlog za zadovoljstvo. Ja, to se z vami v celoti strinjam, ste kar v redu povzeli trenutno dogajanje, lahko rečemo v Sloveniji, ne samo pri nas, v naši občini. Zdaj dobro se ve, da pač nam iz leta v leto stroški rastejo, govorim se o teh fiksnih stroških, na drugi strani si državna raven jemlje pravico in znižuje povprečnino. Če se pogovarjamo o občini Slovenska Bistrica, na 14 milijonov te glavarine, ki imamo na voljo, bi je imeli za dobre 4 milijone več, če bi bila občina financirana v skladu z zakonom. In vsa ta sredstva bi lahko šla seveda izključno za takšne in podobne projekte. Zato, ker tekoče stroške, ko govorimo o financiranju vrtcev, šol, socialnih zavodov, je tako potrebno pokrivati. To zelo težko dopovedujemo na državni ravni, oziroma praktično smo v tem trenutku popolnoma neuspešni, da je težava še toliko večja. V tem novem obdobju finančnem so se na državni ravni tudi odločili, da ne bodo več podpirali iz evropskih virov sredstev za ravno tovrstne projekte, ker se največ v asfalte in beton ne bi vlagalo. Čeprav je osnovna funkcija občine točno to, poskrbeti za komunalno, cestno in ostalo infrastrukturo, ki je nenazadnje tudi podporno okolje za gospodarstvo. Se vemo, da se mi zelo ukvarjamo tudi z našo obvoznico v povezavi z nadaljnjim razvojem Impola, če že o tem govorimo. Zdaj konkretno ta projekt je pač financiran iz finančnih virov, tukaj ni nobenih evropskih virov več na voljo bilo, torej tistih sredstev, ki so na voljo občini. Mi pač smo vse ostale stroške skrčili na minimum, tako da še vseeno poskušamo nekoliko slediti tem potrebam. Zdaj konkretno ta projekt je ocenjen tam nekje na dobrih 300 tisoč evrov. Je pa seveda bila ta cesta, kot še marsikatera druga v občini, seveda nujno potrebna prenove. Na eni strani gre seveda za neko kvaliteto življenja, za normalno prevoznost in dostopnost ljudi do svojih domov, na drugi strani pa je lahko to tudi en del recimo neke turistične ponudbe, o kateri se pač tudi v naši občini na veliko pogovarjamo, vendar tudi turizma brez osnovne infrastrukture seveda ni. Jaz samo upam, da glede na to, da pa se v Sloveniji beleži gospodarska rast, s katero se tudi na vladni ravni radi pohvalijo, da bo pa nekaj te gospodarske rasti kapnilo tudi v takšno okolje, kot je pri nas v Slovenski Bistrici, pa ne samo v mestu, ampak tudi po celotnem območju, da bomo lahko še več tovrstnih projektov v prihodnje izpeljali. Nekaj sigurno, vendar je pa se odvisno od dejansko tega financiranja z državne ravni. Je pa res še to mogoče, samo to bi še poudaril, da se ljudje tega mogoče premalo zavedajo. Zato, ker direktno seveda niso prizadeti skozi mogoče svoje plače, čeprav seveda tudi tam vemo, da niso stvari v celoti urejene. In za vse ostalo je pa potrebno iti na občino, pa tako kot smo slišali župana stisniti. Samo tam, kjer več ni kje imati, ni več kaj tudi stiskati. In zato je potrebno vse ta širša iniciativa, dopovedi na državni ravni, da je v Sloveniji tudi še kaj druga, kot samo center Slovenije, Ljubljana. Mogoče še stavek ali dva o veliko pomembnejšem, zahtevnejšem, večjem infrastrukturnem projektu. To je seveda zahodna obvoznica, menda se stvari vsaj načeloma premikajo. Ja, gledajte, zdaj, kar se tiče te obvoznice, je vsaj nujna za pač nadaljni razvoj v bistvu Impola. Vemo, da je Impol osrednja gospodarska firma, ne samo pri nas, naši občini, pa ne samo v tem podravskem delu, ampak je pomemben za Slovenijo.
Zdaj nadaljni razvoj je vezan dejansko tudi na to obvoznico, ne, govorimo vse o tej cestni pa tudi energetski infrastrukturi. Zdaj vsi gospodarski ministri, ne, ki se zelo hitro sicer Sloveniji v zadnjem času menjujejo, so tudi obiskali Impol pa še kdo drugi, ne, nazadnje je bil sam predsednik vlade in vsi so tam tudi obljubili, da bodo te stvari pač stekle. Mi smo tisto, kar je bilo v moči občine postorili, umestili v prostor, ne nazadnje je ta obvoznica tudi v državnem proračunu že planirana, vendar z praktično nekakršnimi sredstvi. No, jaz upam, da so se stvari zdaj po teh obljubah, ki jih je dal sam predsednik vlade tu, vseeno premaknile. Imeli smo sestanek na državni ravni, torej skupaj s predstavniki Impola z obema, recimo pristojnima ministroma, torej ministrom za infrastrukturo in pa za gospodarstvo. Tam smo zdaj nekatere operativne stvari še dogovorili, potem je bil en delovni obisk tudi v samem Impolu. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi en protokol, kako bi se naj zadeva financirala, zato ker pač ugotavljam, da je bilo mogoče zložiti sredstva iz recimo 4 virov, ne, na eni strani za širitev cone v tem območju Impola, bolj iz naslova sredstev gospodarskega ministrstva za širitev con. Vendar tam zdaj čakamo že na ta razpis kar nekaj časa, ne, zato smo tudi ta del razdelili v 2 sklopa. Drugi del bi naj bil financiran seveda iz naslova prometa, torej iz naslova infrastrukture. K temu bo seveda morala zdaj občina premakniti sigurno en del in pa Impol, kar je vezano na energetsko oskrbo. Zdaj moram reči, čeprav je bilo dogovorjeno, ne, da bo ta protokol že prišel na začetku tega oziroma prejšnjega meseca, ne, še ga do zdaj tudi nimamo v hiši, ne. Jaz upam, da se bodo stvari vseeno, oziroma da se bodo vse tisti, ki so na izvedbeni ravni za to zavezani, držali tudi teh dogovorov. Večkrat je že bilo postavljeno, da kdaj je to možno realizirati, ne, to je možno realizirati zelo hitro, ne. Če bo državni nivo se držal tistega, kar mora postoriti. Zdaj, kar se pa nas na občini tiče, ne, mi zdaj pač, ker smo rekli, da bomo ravno zaradi tega napovedanega razpisa, smo razdelili ta del voznice na 2 sklopa, po drugi strani pa seveda umestili še drugi del voznice za neko daljšo prihodnost, ne, ker potem bi bila to celotna voznica. No, za ta del zdaj smo mi naročili pripravo tudi izvedbene dokumentacije, torej za pripravo gradbenega dovoljenja in pa tudi, kar se tiče pridobivanja zemljišča, da te aktivnosti tečejo in zdaj na prvi naslednji seji občinskega sveta bomo še 2 dokumenta, ki sta potrebna, so v teh naših birokratskih postopkih, ne, ki pač morajo biti, ne, čeprav imam jaz o tem svoje mnenje, ne, tudi na občinskem svetu. Je pa možno vse voznico izpeljati, če mene vprašate v naslednjih, tudi fizično v naslednjih 2-3 letih, seveda, če bo, kot sem že omenil, ne, vse državna nivo držal tistega, kar je obljubil in zagotovil. Bi bilo pa, če še samo rečem, to dejansko še enkrat ponavljam, nujno, ne, torej, ne gre samo za dvig kvalitete življenja v mestu, ekološko, varnostno in še kako, ne, gre nazadnje tudi za oskrbo Impola, gre za logistiko, ne, tudi tu se lahko zalomijo zadeve, vemo, da in pa gre za energetsko oskrbo, ne, ker se tudi lahko zelo zalomijo zadeve, ne, glede na razvojne ambicije Impola je ta projekt pravzaprav nujen, bi že mora biti, če mene vprašate, tudi realiziran, ampak stvari se pač odvijajo tako, kot se. Prav tako v petek, 10. junija, je potekal volilni občni zbor Slovenije Bistriškega radiokluba, na katerem so najprej pregledali delo preteklega obdobja, sledila je razprava, nato pa volitve novega vodstva. Tako je dosedanjega predsednika kluba Jožeta Bulfa nasledil Branko Kocijančič. V soboto, 11. junija, je v športni dvorani Slovenska Bistrica potekalo odprto prvenstvo Slovenije v Twirlingu. Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice, ki je tudi gostil tekmovanje, je osvojil 7 zlatih, 4 srebrne in 3 bronaste medalje. Velik del izkupička zlatih kolajn je bil tudi v najvišjih nivojih, kar je dobro izhodišče za prihajajoči evropski pokal EFBT, ki ga bo ob soorganizaciji Twirling zveze Slovenije in pod okriljem krovne Evropske zveze EFBT v začetku julija priredil ravno Twirling klub Sašo.
V nedeljo, 12. junija, je slovenjebistriška vokalna skupina Vivere v Slomškovem kulturnem domu z letnim koncertom z naslovom Viva la Fiesta pripravila obiskovalcem nepozabne trenutke. Še pred koncertom so Viverce sporočile, da glasba že od nekdaj vzbuja v človeku neskončno paleto čustev in ta so resnično preplavila srca obiskovalcev, še posebej z nastopom plesalk skupine Živa in Los Tacones, ki so plesale temperamentni španski ples flamenko, ki izvira iz španske Andaluzije, v njem pa je najti tudi vplive Orienta. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so policisti obravnavali 10 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 1 zatajitev, 1 nasilje v družini, lahko telesno poškodbo, 1 poškodovanje tuje stvari, onesnaženje živil in krme ter 1 požig. Slovenska Bistrica. Iz hodnika občine je nekdo ukradel čistilno preprogo, občina je oškodovana za 100 evrov. Sevec. Nekdo je preščipnil ključavnico na kovinskih rešetkah prezračevalnega jaška na betonskih podpornih stebrih viadukta Preloge Vrhole. Dars je oškodovan za 200 evrov. Kovača vas. Neznani storilec je podtaknil ogenj na stanovanjskem vikendu in s tem dejanjem lastnika oškodoval za 10 000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 6 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 25 plačilnih nalogov, izrekli 2 globi tujcem in vzeli 7 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še delovno nesrečo. Spoštovane gledalke in gledalci, v tej redni tedenski oddaji bomo govorili tudi o košarki. V Slovenski Bistrici smo na treningu ujeli slovenskega košarkarskega reprezentanta Klemna Prepeliča. Torej, Klemen, kaj pomenijo tele priprave individualne tukaj v Slovenski Bistrici? Prvo lep pozdrav vsem. Priprave, predvsem po končani sezoni, ki se je končala, bom rekel, dokaj hitro za nas. Po uspešni sezoni v rednem delu smo nažalost izgubili v četrtfinalu in v tem primeru se je sezona tudi končala hitreje in po 20 dnevih, 25 dnevih počitka se je enostavno napočil čas, da se začnem pripravljati na novi izziv, to so kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Klemen, če se ozremo, torej dejal si na prvenstvo, igral si za Oldenburg, torej v Nemčiji. Kako si pravzaprav podoživel to sezono v Nemčiji?
Ja, glede na to, da je lansko poletje bilo dosti težko po dobrih, zelo dobrih igrah v prijateljskih tekmah. Enostavno nisem dobil pravega angažmana, nisem hotel podpisati za vsako ceno in k sreči sem z dobrimi igrami nadaljeval tudi na Evropskem prvenstvu, tudi reprezentanca je bila dokaj uspešna v prvem delu in temu primerno je prišla ta ponudba Oldenburga, ki je zelo resen klub. V zadnjih 7-8 let tekmuje v evropskih tekmovanjih, bil je tudi v Euroligi, nekdaj leta 2009 nemški prvak. In glede na to, da so trener in direktor bili iz našega področja, skupni jezik ni bilo težko najti. Najprej sem imel pogodbo za 5 do 6 tednov, nato smo podaljšali do konca sezone in bom rekel, da sezona je bila uspešna, tako individualno kot ekipno. Z ekipo smo se prvi v zgodovini uvrstili v drugi del Eurokupa, nato naredili še več, prišli v top 16, kjer nas je zmagal Strasbourg, kasnejši finalist. Nažalost v pokalu bom rekel, smolo. Zaradi poškodb dosti igralcev nam ni bilo v pravem, bom rekel, tekmovalnem ritmu, jaz sploh nisem igral, tako da smo izgubili od Frankfurta, ki je kasneje prav tako bil na finalnem turnirju. Kot sem pa rekel, v regularnem delu smo premagali prav vse ekipe z Bambergom, Bayernom, Albo na čelu in končali na drugem mestu, imeli prednost domačega igrišča. Ulm je to izkoristil, premagal nas je doma in težko se je bilo vrniti. Zadnjo tekmo smo izgubili za točko, predtem za 2 take športe in kot sem rekel, tega sezona se je končala, bom rekel, dokaj uspešno in zdaj gledamo naprej na nove izzive. Morda razmišljaš tudi o menjavi sredine, torej kakšen nov klub, ki te snubi? Ja, definitivno, želje so, bom rekel, še višje od tega, bom rekel, tega nivoja in bom rekel, da v Oldenburgu nismo našli skupnega jezika, imeli so 10 podpisanih igralcev, temu primerno budžet je bil, bom rekel, dokaj porabljen. Oni so nekaj ponujali, nekaj ne, enostavno ni bilo, bom rekel, interesa dovolj velikega in temu primerno sem se tudi zahvalil, bom rekel, in zdaj, tako kot ste rekli, novi izzivi, nove poti, klub je ogromno in čaka se nov klub. Nove izzivi pa te čakajo tudi z slovensko reprezentanco, torej kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, nasprotniki so znani, torej verjetno segate kar po tistem prvem mestu. Ja, bom rekel, po dolgih letih se je slovenska reprezentanca znašla na, bom rekel, nekem razpotju, kjer je bilo potrebno zamenjati generacijo. Lakovič, Nahbar, Nesterovič, tudi konec koncev Balažič, Bečirovič so se, bom rekel, poslovili od reprezentančnega dresa. In vsi smo upali, da bo ta sprememba generacije z bratoma Dragič, nažalost Goran lani ni igral, Blažič, jaz, Omić in tako naprej, prinesla, bom rekel, vsaj podobne rezultate. Mi smo lani naredili en kiks, ko smo v osmini finala izgubili od Latvije in temu primerno se nismo uvrstili niti v dodatne kvalifikacije za olimpijado, niti direktno na naslednje Evropsko prvenstvo. In glede na to, da smo to predvsem naredili mi, bom rekel, upam, da so vsi igralci dosti karakterni, da se bodo pojavili letos na teh kvalifikacijah in kot ste rekli, na papirju nasprotniki niso težki, ampak bom rekel, na papirju vedno ne zmagujejo najboljše ekipe in sigurno bo treba se pripraviti maksimalno bom rekel, z novim trenerjem, z novim projektom, mislim, da nam lahko uspe. Z dosedanjimi igrami reprezentanci si pokazal kvaliteto in prav zaradi te kvalitete si tudi med tistimi glavnimi organizatorji igre. Kako pravzaprav sprejemaš eno vlogo organizatorja igre slovenske reprezentance? Ja, glede na to, kot sem rekel, lani ni bilo Gorana, ki je naš, bom rekel, motor ekipe, 30, 32, 35 minut na tekmo, glavni, bom rekel, organizator igre, smo temu primerno mogli, ker pa to, bom rekel, vrzel jaz in Klobučar, bom rekel, oba sva bolj 2 kot 1, ampak lahko pomagava na 1. In kakor sem jaz dobival, bom rekel, pozitivne feedbacke, ljudje so bili zadovoljni, jaz sem tudi glede na to, bom rekel, na te predstave dobil tudi pogodbo v Oldenburgu in sigurno je boljše za igralca biti na več pozicijah. Danes so, bom rekel, kombo gardi in igralci 4-5 zelo zaželeni, tudi 4-3, kajti tu imaš 2 v enem in temu primerno je tudi finančna plat močnejša. In tako kot ste rekli, biti eden izmed glavnih organizatorov v Sloveniji ni mačji kašelj.
Jaz bom rekel, zato sem trdo delal celo, bom rekel, kariero, odkar me je oče pri 5 letih poslal v bistriško dvorano in jaz sem imel jasen cilj, to je bil priti v slovensko reprezentanco in ker si enkrat to želiš, ko to narediš, so cilji ponovno večji. Bil bi neumen, če jih ne bi imel in jaz bom rekel, da sem, bom rekel, po duši zmagovalec, ne rad izgubljam, tako kot verjetno vsak, temu primerno se pripravljam in jaz mislim, da z temi kvalifikacijami, z naslednjim letom Evropskim prvenstvom 2017 lahko spišemo tudi še lepšo zgodbo, kot je bila v Hrvaški lani. V slovenski košarki torej se piše tudi v domačem prvenstvu neka nova zgodba. Neki klubi, ki osvajajo potem naslove državnih prvakov, lani Tajfun, letos Helios, torej kaj meniš ti, Olimpija nekje bolj v ozadju? Glede na to, da jaz lahko dam informacije iz prve roke, je dejstvo, da je Olimpija v zelo težkem finančnem, bom rekel, položaju, zelo veliko težen, kot je bila pred 5 leti, še težen, kot je bila pred 10. Oni bredejo vse globlje in globlje in dejstvo je, da brez prave Olimpije slovenske košarke ne bo. Temu primerno, ker je Olimpija slabša, je padla tudi Krka. Oni so se zadovoljili z nekimi, bom rekel, preteklimi rezultati. Ampak to, kot sem rekel, vsak, ki stopi na parket, je tekmovalec. Tajfun in Helios so zavohali kri, letos so Helios po, bom rekel, katastrofalnem začetku, ogromno vlaganje denarja, pripeljati najboljše igralce slovenske, bom rekel, lige, ki se niso enostavno mogli poklopiti, zamenjava trenerja, osvojen tisti Alpa Adria Cup in na koncu to prvenstvo, za kar jim sigurno čestitam. Moje prve stopnice profesionalne košarke so bile v Heliosu. Helios je temu primerno dobil tudi odškodnino, jaz sem z njimi, bom rekel, se postavil na košarkarsko mapo, tiste resne profesionalne košarke. In če sem bil za koga, sem bil za Helios, tako da sigurno je, bom rekel, bilo tu tudi pri meni eno zadoščanje za vsa ta leta vlaganja v Heliosu. Spet pa na drugi strani imamo Tajfun, ki je lani bil prvak, letos izpadel iz ABA lige. Enostavno se, kot sem rekel, te klubi se enostavno, bom rekel, iz finančnega vidika ne morajo iti teh evropskih tekmovanj, ne morajo biti konkurenčni v bom rekel, močnejših tekmovanjih, kot so Eurocup in Euroliga, kaj šele. Na konec koncev pa tudi Olimpija je letos premagala Makabi, premagala, bom rekel, velike ekipe. In tako kot sem rekel, če Olimpije ne bo prave slovenske košarke in jaz samo upam, da se bo to postavilo na svoje mesto. V Spet športih je pravzaprav vidno tudi, da veliko tujcev igra torej v klubih, tudi v košarki. Kaj meniš, kaj to pomeni? Nekako veliko tujcev imamo tudi v slovenski košarki. Kaj to pomeni za slovensko košarko nasploh? Iskreno povedano, jaz s tem ne strinjam. Če pogledamo, naprimer, samo nemška liga ima pravilo 6 domačih igralcev, mora biti v ekipi. V Turčiji je celo bilo takrat, ko sem jaz bil 6 domačih in 2 celo na igrišču vsaki trenutek. Tako da to je sigurno, bom rekel, zelo dobro za, bom rekel, zvezo, za napredek domačih igralcev, konec koncev tudi za ceno domačih igralcev na tržišču. Ampak Slovenija ni na tem nivoju, enostavno, bom rekel, slovenskih igralcev se zapostavlja. V danem trenutku, bom rekel, so na parketu tudi po 4-5 tujcev in iskreno povedano, po mojem mnenju, Jure Pelko ni nič slabši od Stefan Sinovca, ki je bil v, bom rekel, v Krki. Po drugi strani Jure Močnik, ki se je vrnil zdaj v Helios, ni dosti slabši od, ne vem, enega Davan Robinsona v Olimpiji. In te tujci so sigurno preplačani, pridejo sem pobrati denar, prvi dan po sezoni gre, ti domači fanti ostanejo tu, trenirajo, ostajajo. Olimpija, mislim, da v ponedeljek že začela celo s treningi, kdo je ostal domači igralci. In prvi, ki bodo tožili klub, so tujci, domači nikoli ne, mislim, bodo v, bom rekel, skrajni situaciji. Tako da to je, bom rekel, filozofija klubu, to se mene ne tiče. Bom rekel, to je, bom rekel, kako sem rekel, njihova filozofija, trenerji so tu, danes so, jutri jih ni, tako da oni zaupajo, komu zaupajo in kot sem rekel, to je njihova stvar, jaz se to ne bom mešal, sigurno pa imam svoje mnenje. Občina Slovenska Bistrica je skupaj z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo občine Slovenska Bistrica v četrtek 9. junija pripravila sprejem za slovenjebistriške športnike in športnice, ki so v prvi polovici tega leta dosegli odlične rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih.
V Bistriškem gradu je več kot 100 športnikov in športnic uvodoma nagovoril župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Župan je poudaril, da imamo v občini izjemno paleto športnih panog, ki so tudi zelo uspešne. No, moram reči, da na takem srečanju, kot je to današnje, ker je na nek način narejen presek polletni, kar se tiče delovanja naših športnikov na številnih področjih. Vemo, da imamo izjemno široko paleto športov v Slovenski Bistrici, ne je prav. Lepo je tako število mladih, s katerimi se lahko srečamo, ker to pomeni, da se seveda aktivno ukvarjajo z tistim, kar jim bo dalo seveda tudi pravo življenjsko popotnico v prihodnje. Res je, da glede na okoliščine, ki so, ne vemo, kakšne težave so z financiranjem tudi občin, če hočete, ne, pomeni točno to, ko sem že omenil, da zelo težko že sledimo vsem tem potrebam, ki so realne, poskušamo pač seveda v maksimalni meri temu vseeno slediti, ne. Na srečo je bilo veliko storjenega, kar zadeva seveda vseh športnih objektov v vseh teh preteklih letih. Res pa je tudi, da še vedno so nove potrebe, ne. Jaz samo upam, ne, da bojo tudi pač na nacionalni ravni spoznali, da pač se Slovenija ne konča tam nekje na robu Ljubljane, ne, ampak da je Slovenija širša, ne. In da bomo potem seveda tudi tem potrebam lažje sledili. Nenazadnje se pa seveda iz tega številnega bazena potem črpajo tudi uspešni športniki, ki promovirajo pa ne samo občino Slovenska Bistrica širom po naših državi in preko meja, ampak tudi širše Slovenijo. Treba je le povedati, da je kar nekaj naših slovensko-bistriških športnikov izjemno uspešnih tudi v širšem prostoru, v državnih reprezentancah, tudi v posameznih klubih in dosegajo pravzaprav rezultate svetovnega kova. Jaz samo lahko izkoristim to priložnost in še enkrat vsem športnikom čestitam. Ob tem ne smemo pozabiti športnih delavcev, brez njih seveda tudi, brez te zagnalnosti prostovoljstva ne bi bilo takih rezultatov in nenazadnje seveda tudi imajo, glede na to, kar smo že omenili, na vse te okoliščine izjemno pomembno vlogo starši, ker veliko pomagajo tudi v tem materialnem smislu, da lahko te stvari sploh tako teče, vendar z nekim skupnim nastopom je mogoče seveda pač dosegati rezultate, kot se pri nas dosegajo. Tako da še enkrat iskrena čestitka vsem in želja, da seveda nadaljujejo po tej poti, je pa to seveda tudi dobra popotnica vsem za prihodnje, nenazadnje pa to tudi lep zgled vsem drugim. Jaz verjamem, da bo tudi na račun teh naših športnikov rezultatov kdo zamenjal kako računalniško tipkovnico za kak nastop na atletski ali pa kaki drugi stezi. Udeležence sprejema sta pozdravila tudi direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Marjan Štimec in predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica Bojan Fajs. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, za konec vam želimo le še dneve brez nezgod, osnovnošolcem in dijakom pa, da bi zadnje dneve iztegajočega se šolskega leta živeli prijetno in se veselili skorajšnjih počitnic. Pa srečno!